Pravzaprav je druga, ampak prva se lepše sliši, ne. Jaz sem pred 10 leti, zelo lepa beseda, izdala slikanico 12 mesecev. To so take ljubke, prijazne 4 vrstičnice o mesecih, ne. In vsako 4 vrstičnico sem poskušala zajeti neko značilnost določenega meseca. Tale Nikolaj je pa, bi si upala trditi, malo bolj ambiciozno zastavljen. Tukaj ni samo ljubek in prijazen, a ne, ker navsezadnje Nikolaj niti ni samo to, ne, ampak je tudi zelo duhovit, zelo duhomušen in predvsem tudi dramatičen, ne. V Nikolaju so taki zapleti, moj bog, da jih ne razreši kar vsak, ne. S Štefanom sodelujeva z revijo Galeb, ki izhaja v Trstu. Jaz za to revijo pišem že, moj bog, skoraj 30 let, ne morem verjeti, od leta 92. Štefan je začel veliko pozneje sodelovati s to revijo, ne vem točno kdaj, pač si nisem zapomnila, ampak takoj, ko sem opazila njegove ilustracije, so mi bile strašno všeč in midva sodelujeva, torej on ilustrira moje tekste zadnje 3 leta. In moram reči, da je par dni za tem našim Nikolajem je izšla knjiga Pravljice pogrni se, tudi moje besedila, ki jih je ilustriral Štefan Turk, in očitno sva že tandem in mislim, da se nama to je to lepo obneslo in upam, da bo še kaj. Poeziji smo svoj čas rekli vezana beseda. In tu, kot že sama sintagma pove, se besede drugače vežejo kot v prozi. Besede so tudi, kako bi rekla, v poeziji je vsaka beseda veliko bolj izpostavljena kot v prozi. V prozi je, bi si upala trditi, poved tista, ki je najpomembnejša. V poeziji je pa zelo pogosto beseda. In torej, mislim, da poezija ostri otroku občut za jezik. Tukaj je potem tudi ritem, en specifičen ritem, ki ga ima vsak jezik in ki pride spet veliko bolj do izraza v poeziji kot v prozi, čeprav ima tudi ta svoj ritem, seveda. Tako da mislim, da to res, da je za otrokov čut za jezik, da je zelo pomembno branje oziroma konzumiranje poezije. Telovadec Nikolaj je faca, ne? Telovadec Nikolaj je en tak na videz resen gospod, discipliniran, ves čas telovadi, nikoli mu ni dovolj vaj, je pa obenem tudi čuteč, bi lahko rekla, sočuten, a ne? Vidi še kaj drugega, ne samo svoje vaje. Zato, ker ves čas vsi telovadimo ali se trudimo, da bi telovadili. Dobro vemo, da je treba skrbeti za svojo telesno kondicijo, za svoje mišice, ampak je pa še kaj drugega, ne? Ja, moram reči, da je zelo, zelo blizu predstavi o tem mojem junaku. Enega takega, ko bi rekla, resnega gospoda, ne, z dresom, ki je podoben spodnji majici, ne, tako malo starinsko, ne, retro, kot zdaj rečemo. Ja, mislim, da je prav zelo blizu tej moji predstavi o Nikolaju, ja. Moram reči. Ja, zagotovo. Nikolaj je vse to, kar si omenila, torej zelo zvest svojim vrednotam tudi, zmeraj naredi to, kar si zada, za kar se odloči. In gotovo je njegov svet lepši, kot je naš svet. Nenazadnje je to pravljica in v pravljicah imamo opravka z 2 svetovoma. Svetom dobrih ljudi in svetom slabih ljudi. In Nikolajev svet je dober, je torej svet, ki pripada dobrim, pokončnim, poštenim ljudem.
Tat je namenoma označen oziroma komaj da omenjen samo kot tip. Tip, ki ima seveda veliko sopomenk, govorimo o žeparju, govorimo o zmikavtu, o tatu, o tolovaju in še kaj bi se našlo. Meni se je zdelo tukaj veliko pomembneje, da bolje opišem pozitivnega junaka. Negativen junak je pa v tem primeru poosebljeno zlo. Tako kot je večkrat v pravljicah. Za razliko od filmov in gledaliških del, kjer znajo biti negativci veliko bolje okarakterizirani, ampak moj namen je bil, kot sem že povedala, tak kot ki velja, torej moj namen in cilj je bil tak, kot je v pravljicah. V pravljicah je pač svet črno-bel. In kot sem že povedala, tukaj je telovadec vendarle pomembnejši. On je tisti, ki premaga zlo in zlo je pač tipizirano. Jaz sem se čas, čeprav to je kratka reč, to ni nek tekst, ki bi bil zelo, zelo obsežen. Meni se, tako kot sem že povedala na začetku, ne zdelo pomembno je seveda, da podrobneje opišem dobro, zlo pa naj bo tipizirano, to sem že povedala. Seveda je bilo pa treba to zelo, zelo strjeno, zelo zgoščeno povedati. Tukaj je med vrsticami zelo veliko nekih neizrečenih, nenapisanih besed. In to zlo, ki se v vsakdanjem življenju bohoti, bi lahko, če bi mu preveč časa posvetila, ko sem pisala, bi lahko prevladalo. Jaz pa nisem hotela, da bi v tej kratki zgodbi, kratki, ker je to pač namenjeno le otrokom mlajšim, nisem želela pač tudi glede prostora, glede znakov, nisem hotela, da bi prevladalo nad dobrim. Življenje je tragikomično, to vemo. In glede na to, da je to pravljica, pravljice so ponavadi strukturirane črno-belo, to je značilno. In res imamo enega zelo pozitivnega junaka in enega zelo negativnega, to je jasno. Ampak vendarle mislim, da lažje prenesemo to negativnost, če jo začinimo s humorjem. In tukaj sem jaz sem pletala te neke humorne situacije s pomočjo situacijske komike, pa tudi s pomočjo besed, tako da upam, da sem ta nek komičen efekt dosegla pač v neki zadovoljivi meri. Besedne igre so pomembne, torej generalno so pomembne zato, ker skrivajo skrite pomene, tudi ker so večkrat dvoumne ali celo troumne. Tukaj v tem besedilu ne gre toliko za dvoumnost, ker je vendarle namenjeno otrokom, ampak gre za igranje. Se vendarle beseda sama pomeni. In ker se otroci radi igrajo, se tukaj lahko igrajo ali poigravajo z besedami oziroma se besede same med sabo poigravajo. Tako da mislim, da je to nekaj, kar otroka lahko pritegne. Čeprav mogoče določene sintagme ne razume, ampak če ga nek komičen element pritegne, je to pozitivno za tekst. To je pa druga stran te palice. Eno je humor, ki je tako zelo dobrodošel, ki nam malo olajša to neko temno plat, recimo življenje, v tem primeru zgodbe. Drugo so pa ti arhaizmi in neologizmi, ki malček upočasnijo branje oziroma pripovedovanje, so pa na moč koristni za bogatenje zaklada in za razmislek. Recimo, če smo pri arhaizmih. Jezik ni nekaj, kar je od danes. Jezik je veliko, veliko starejša stvar. Res je, da določene besede s časoma nekako odmrejo ali ostanejo samo še v knjigah. Vendar mislim, da ni napačno, če nekatere od teh besed znova, najdemo ali izpulimo iz teh starih knjig in jim damo neko novo življenje. S tem v bistvu tem besedam damo nek nov duh. Otroci pa, kolikor vem,
se na neznane besede tudi večkrat odzivajo s smehom, ne? Kar ni slabo, ker si jih na ta način bolj zapomnijo in hkrati tudi vprašajo, kaj to pomeni. Torej, bogatenje besednega zaklada. Ja, prvič, življenje je sestavljeno iz malenkosti, to vemo. Ne? Naše vsakdanje življenje ne predstavlja nekih epopej, nekih veličastnih dogodkov. Ne? Ja, in v te malenkosti spadajo tudi vsakdanji predmeti. Zdaj, tukaj imamo opravka s 3 predmeti predvsem. Ne? Eno je ropotulja, eno je tale lupa, ne? Ja, in prt. No, pa če še omenimo kolebnico, ki je ta je zelo hudomušna, ne? Tukaj sem si malo privoščila nekatere telovadce, ampak ne bi zdaj o tem. Torej, ropotulja pripada otroku, dojenčku, to je nemočno bitje. Ne? Lupa pripada starejši gospe, tudi v bistvu, to je že tako imenovana ranljiva skupina. Ne? In prt pripada siromaku. Prt je tudi na videz zelo banalna zadeva, ampak ta siromak ima samo ta lep prt. Je še zmeraj siromak, ampak če si lahko mizo, eno uborno mizo pogrne s prtom, potem je tu že neko upanje tudi neke izborne jedi, recimo. Ne? Tako da tale prt je tukaj zelo pomemben. In vsi 3 predmeti so zelo pomembni, ker pripadajo ljudem oziroma bitjem, ki so šibka, ki so nemočna. Ja, jaz sem namerno pustila konec je odprt, ne, sicer optimističen, ne, je pa res, da pač na ta način vabi torej k ponovnemu branju, k ponovnemu razmisleku in obenem pušča tudi Nikolaju proste roke, mogoče se pa pojavi še kje s kakšnimi novimi podvigi oziroma dogodivščinami, ne, kdo bi vedel. Je se najbolj skozi to igrivost, jasno, ki je tudi nekako na ta način tudi otrokom lažje približaš neke situacije, tudi neke, bom rekla, kočljive situacije. Ne? To je seveda jasno, to je neka metafora za današnji svet, za današnje situacije. Ne nazadnje je treba povedati, da pa si že rekla, ne moraliziram, ker moraliziramo že itak preveč. Ne? Tukaj je zelo lepo razvidno iz te zgodbe in tudi iz zaključka te zgodbe, ne, da se je Nikolaj postavil v bran šibkim, dojenčku, starejši ženski, ne, in siromaku. Ne. Tako da je to, ko bi rekla, ta neka metafora, ne, za današnjo situacijo, ko zelo veliko ljudi, oziroma večina ljudi, ki so šibki, nemočni, ne, trpi, je seveda lepo, da se jim nekdo, ki je pokončen, postavi v bran. In tukaj je, bi rekla, analogija z današnjim svetom, z današnjim načinom življenja več kot očitna. Če sem pa to naredila skozi neko igrivost, ne, je pa jasno, da je to otrokom, ne, in predvsem njim je to namenjeno, nekako bliže in tudi nekako bolj dostopno. Ne. Ja, jaz sem rekla tale kolebnica, ne, ki jo je zapustil telovadcev, njegov Rajnki pokojni, ne, to je spet en arhaizem, ne, Rajnki učitelj telovadbe, ne, ki je pa dobil to pač priznanje, ker je bil pač šampion v olimpijskem preskakovanju. Ne. Malce sem si privoščila te nekatere osebe, ne, iz sveta športa, ki malo preveč vidijo nekatere, poudarjam, nekatere, ne, ki vendarle preveč poudarjajo materialno plat zgodbe, ne, in ki malo premalo vidijo svet okoli sebe. Ne. Telovadec, naš Nikolaj, ne, je pa že res, da si je, kot mi rečemo po domače, bildal mišice, ne, in to je lepo, ne, in pohvalno, ampak je videl tudi svet okoli sebe. Ne. Ja, jaz imam 2 knjigi za prevest v naslednjih 2 letih iz grščine. Torej eno moram končati
letos, ne. Imam pa, kot sem že rekla, eno že na lagerju, po domače povedano. Potem bi rada še letos zaokrožila svojo pesniško zbirko za odrasle. Tu imam še 2 glasbena projekta, med drugim tudi tega Nikolaja. Nameravava z Ladom Jakšo spraviti tudi v neko glasbeno, bi rekla, multivizijsko obliko. In potem se lotevam tudi neke proze, ampak to bo pa malo večji zalogaj, ki se bo raztegnil na nekaj let, če bomo še vsi skupaj živi in zdravi in če bo ta svet še obstajal in če bo temu svetu še kaj malo za glasbo in za literaturo.